Predstavljam vam sanjski poklic osnovnošolk. Profesorica. Za ta poklic bi lahko rekli, da zahteva visoko stopnjo avtoritativnosti, pa vendar zahteva tudi humanost in sočutje. Lahko bi rekel skoraj starševstvo. Profesor mora biti včasih vse, bom rekla, oče, mama, vzgojitelj, psiholog, pa pol še na koncu profesor. Dostikrat se tudi zgodi, da si v prvi vrsti vse drugo, šele na koncu si profesor, šele na koncu je v bistvu tista tvoja osnovna naloga, da podajaš snov, da prenašaš znanje na dijake. Torej je prisotnost pri pouku le del poklica, ki ga profesorica opravlja. Poleg tega je še veliko dela lahko doma, torej priprava na same učne ure, potem po podanskem času razne sestanki, konference, pedagoške seje, na katerih se pogovarjamo o določeni problematiki, sklepamo kakšne sklepe glede vzgojnih ukrepov in tako naprej. Če želite postati profesor ali profesorica, potrebujete vsaj 6. stopnjo izobrazbe in pedagoško diplomo. Toda to ni vse. Izobraževanje se nikoli ne konča. Najverjetneje zato, ker vsako leto šolo prične obiskovati nova generacija dijakov. Danes ni več samo kreda pa tabla, ampak so še ogromno drugih stvari, tehničnih pripomočkov, od samega kasetofona naprej, potem multimedijskih raznih stvari, sami veste, torej in video, in film, in kamera, in bom rekla računalnik seveda, in internet in vse to. Tako kot vsi poklici imajo tudi profesorji v službi svoje strahove. Največji strah mene osebno je vedno strah kakšnih strašnih konfliktov z dijaki. Tega se človek vedno boji, ker ves čas se nekako prizadevam imeti en tak pristen odnos z dijaki. Saj profesor mora razumeti določene težave, s katerim se lahko dijaki soočajo, potem so tudi okoliščine v družini in vse ostale stvari, sploh če si razrednik, moraš nekako spremljati ta svoj razred. Seveda pa pride včasih do takih situacij, iz katerih mogoče ne vidiš rešitev ali pa te čisto potrejo. V bistvu se bojim takih trenutkov občasno. Plače profesorjev določa država in jih tudi izplačuje. Niso pa vse plače profesorjev enake. Obstaja namreč precej plačilnih razredov. Zelo različne so plače, ker mi imamo tudi možnost napredovanja. V učiteljskem poklicu so možnosti biti v različnih plačilnih razredih od 1 do 5. Potem poleg tega imamo pa možnost napredovanja v nazive, torej naziv mentor, naziv svetovalec in naziv svetnik. In potem je seveda z vsega tega odvisna tudi plača. Poleg tega vse to našteto, kar sem že prej rekla, dodatna stimulacija recimo za krožek, potem če si razrednik, če poučuješ maturitetne predmete, odvisno tudi od delovne dobe. Vse to se potem sešteva in od tega je odvisna tudi plača. S tem poklicom zagotovo ne boste obogateli, lahko pa vplivate na vzgojo bodočega predsednika naše države.